Anže, kako naj bi si stranke bodoče koalicije razdelile resorje in kdo vse je v igri za ministrski položaj? Ja, 14 resorjev oziroma 15 ministrov, če upoštevamo še urad za Slovence po svetu, naj bi si stranke razdelile po naslednjem ključu. 7 ministrstev za SDS, 5 za trojček okoli NSI in 3 za Logarjeve demokrate. Pri tem za finančnega ministra najvišje kotira Andrej Šircelj, položaj pa menda zanima tudi kandidata demokratov Igorja Mastena. Njihov predsednik Anže Logar je v igri za bodočega gospodarskega ministra, ki bi v svoj resor dobil tokrat tudi področje socialnega dialoga, česar pa se sam neuradno otepa. No, prvaka NSI-ja Jerneja Vrtovca se najglasneje omenja kot bodočega ministra za infrastrukturo in pomembno energetiko. Za prevzem zdravstvenega resorja pa je očitno nekaj konkurence. Omenja se 2 imeni, ali šef poslancev demokratov Tadej Osterc ali pa predsednica SLS Tina Bregant. Po drugi strani bi slednja sicer lahko prevzela tudi bolj tradicionalen resor za SLS, to je kmetijstvo. Še ena ženska, Monika Kirbiš-Rojs iz kvote Fokusa, visoko kotira za ministrico za lokalno samoupravo in kohezijo. No, ministrstvo za demografijo pa bo skoraj zagotovo vodil NSI-jev Janez Cigler Kralj. Obrambo bi med drugim lahko prevzel Matej Tonin, če bi se iz Evropskega parlamenta preselil nazaj v domačo politiko, bi ga v Bruslju sicer po rezultatu zamenjala Ljudmila Novak.